Ja, dober dan, dame in gospodje, reporter Milan se tokrat javljam iz letala. Ja, prav slišite, namreč odhajam na dopust, ampak enostavno si nisem mogel pomagati, da ne bi vklopil svoje snemalne naprave, kajti mislim, da smo naslednji ene zanimive resnice. Tukaj zraven mene je en gospod, ki se že na tleh poti kot sama strela, ga bom zdaj probal zmotiti. Dober dan, gospod, moje ime je reporter Milan, vas lahko malo zmotim. Pa daj, kaj si zmeša, kaj te mene briga, kak ti je, me daj vgasni to, kaj si nor dolmo padli. Veš, da pilot od Cajgere že skače do te naprave, to je vse sebane, vgasni, daj mi mir mi daj. Ne, gospod, brez panike, brez panike. Pa ne panike, daj mi mir, nič, se ne vem, na avionu sem, daj mi mir. Zakaj ste tako nervozni, gospod? Čujte, nis nervozni, to je kaj naj še emša pa vem, mir mi daj, ker ne bom nič, zdaj tu. No, gospod, brez panike, gledajte, se bo vse v redu, to je vse normalno, mi lahko, to ni sploh panike. No, zakaj ste tako nervozni, gospod? Če nervozni sem na avionu, gotovo, prej nisem bil, zdaj pa sem. Razumeš? Pa mi ne, kaj mi tišiš to pod usta, kaj si normalno, kaj? Veš, kak si krilo miga, pa daj, gasni to, ne. Ne, miga se. Gospod, je normalno, da vibrira krilo, ko letimo v logi, to ni nič nenavadnega. Če ne, ti meni nenavadnega, na avionu sem bil več kot na podu. In bilo mi je prijetno, dok nisem svojega najboljšega kolega poslušal, kaj letiš z toto našo letalsko družbo in na neko tujo. Recimo, on mi je predlagal British Airways in tega British Airwaysa ne pa zavodo končilo, zdaj pa nehaj, razumeš, veš kako je. No pa vseeno, gospod, gledajte, jaz res ne vem, zakaj ste tako nervozni, se pa je vredo, to je statistično bolj varno, kot potovati z avtom. Čude, nervozen sem, ker moja zadnja pot z letalom je kriminalka, grozljivka, thriller, pa vse ob enem, to še noben posnel ni, zato sem nervozen. No pa dajte povedati meni, vse se pogovarjava, vse se lahko pogovarjava. Čude, Franca mi je rekel, idi z British Airways, tam bo živo kaj komadite strežejo, ne pa v totih naših linijah. Tam so ženske v totih črnih štumfah, tako da vidiš one štrumf pantle vun, z roke ti jejo, ne vem kaj vse mi je natolceval, če je zid zraven tebe fraj, se zraven tebe vsede, ti da glavo na ramo, lahko delaš vse kaj hočeš, montiraš pa to. In normalno, da me je nasral, jaz sem tak na British Airways šel, in to zdaj pa ne več, ne bom več zdaj govoril, no. No, dajte povedati, gospod, ne se zdaj ustavljati, se pa ni problema, jaz ne bom nikomor povedal. Čude, kak sem gor prišel na tudi British Airways, je bilo že vse narobe. Stevardes, ne duha, ne sluha, bili so tudi moški, kako se reče, stevardi, kaj so pegasti vsi tako, da snemajo neko nadaljevanko na Gorenjskem. In en, tudi še posebej, ko je moje vrste imel prek, tudi ko me je videl, se je že oblizoval. Jaz mislil, pa kaj to je, kaj si nor, kaj je to kak angliški, mislim, ono Mr. Bean, humor, ono sem pa tja. Jaz enostavno videl sem, da se je spravil na mene, ker ko je kazal tisto, kaj primero nevarnosti narediš, pa če pademo v vodo, pa to je celo jezik ven dal, pa si usnico oblizoval, mislim, katastrofa že od začetka. Aha, ja, zanimivo, no in kaj se je potem še dogajalo, rekli ste, da je bila res katastrofa. Čude, ko mi je prinesel hrano, pa to je glih tako delo, me za roko prijemal, pa to, čude, jaz sem začel se potiti, sem pa tja, pritisnilo me na vodo, od zadaj, vse sila me vlaket, mislim, zdaj v avionu, niješ se kam skrit, viš, da te toplovodari strežejo, kam boš tebo begnil, kam? Naj se noter voni kovček zaprtlago, skrijem, ni šans in od vse sile sem šel na WC, ne. A in kaj se je tam zgodilo? Čude, tam sem se lepo vsedel v svoje miro, počasi začel upravljati potrebo in zraven mene je bil on rdeči gumb, zdaj pa na naših linijah piše z našim jezikom, ne. On rdeči gumb je pa za normalno vodo dol potiskati, začelo pa je pisati don't push, pa ono nekaj dalje, ne. In zdaj veste, mi smo tako vzgojeni, ne. Če to delaš 20 minut, je fajn, da prej odplakneš, ne pa da ko naslednji not prije, da ga bojo na intenzivno pejali, ne. In naredil sem največjo napako svojega življenja, oni gumb sem stisnil, še ko sem sedel gor, ne. Ja, in kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Vakuum nastane taki, da nija šans, stari nija šans. Jaz mislil, zdaj, ko me bo potegnilo, pa vrglo nekam v Atlantika, kam, jaz sem vse naredil, vse sem naredil, zdaj bo skozi drek lukno me bo zmanjšalo, pa vum potegnilo, pa v morje vrglo, nisem se mogel vstati, to me je vse ven vleklo, vse, panika, drenje, katastrofa. Ja, no in kaj se je potem zgodilo, gospod, to vas je verjetno naučilo malo, ne? Ja, naučilo me, jaz sem se tak, sem se tako, ko ranjeni orl, ne, in da je nesreča še večja, videl sem vrata se odpira, nisem se mogel vstati, malo sem se vstal, ampak naš moški organ mi pa je čist not potegnil in mi ni dovoljevalo, da se vstanem. Jaz vam povem, da ne, vem, mislim, povem vam, kaki udav ni nič proti temu, kam ga je meni vleklo noter in
vidim vrata se odpirajo, mislim, ja, moj rešitelj. In kdo, ko vrata odpre, vimo onega pegastega prasca, veselega, da sem jaz tam nagi, da me not vleče in je začel to izkoriščevati. A res? A kaj se je zgodilo? Ja, kaj se je zgodilo? Zopet sem sedel, vse nič ne bilo. On je prvo navalo mene, pol pa šele tisti gumb osvobodil. Hočem vam povedati, da vgasnite to, ker bo zopet sranje. Me bo stisnilo na WC pa na avionu več ne grem. Ja, očitno res se treba pustiti pri miru mojega soseda. Dame in gospodje, to je bila še ena nenadejana resnica. Naslednji sem bil reporter Milan, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.